Živijo družba, spet sem jaz, moje ime je Jana, za vse tiste, ki me ne poznate. Dobrodošli tukaj v kotičku, ki se imenuje Bela palica. Že kar nekaj časa ni bil objavljen noben prispevek na to temo, smo bolj snemali na temo Mehike, tako da je že čas, kot pravijo, spodobi se in pravično je, da tudi sem le kaj dodam. No, današnja tema je pa, kako polno lahko živi slepa ali slabovidna oseba. Naj omenim na začetku, da jaz sem izgubila vid v obdobju, ko sem se že preselila v Mehiko, tako da nimam občutka niti informacij, kakšno je življenje slepe osebe v Sloveniji. Ampak bom delila pač, kakšno je pa življenje tukaj. No, najprej bomo obdelali družinski del, ne? Ali je lahko slepa ali pa slabovidna oseba, ali ima lahko partnerja, ali je lahko poročena, ali ima lahko družino. Jasno, da ima lahko, vse to ima lahko. Jaz sem poročena in sem tudi mamica. Moja hčerkica je stara 7 let. Imam tudi prijatelje, ki so, ne vem, so tudi samski. So prijatelji, ki imajo partnerje, in so prijatelji, ki imajo tudi otroke. Se pravi, da je, ne vem, podobna zadeva kot tudi med videčimi ljudmi. Saj tudi dan današnji, saj ni vsak v partnerskem odnosu ali pa poročeni, tudi vsi nimajo otrok. Tako da ni zdaj zakon, da če pa ne vidiš ali pa če imaš slabši vid, da pa ni možnosti, da bi imel partnerja ali moža ali ženo ali pa otroke. Jasno pa, da so zadeve majčkeno bolj zapletene. Recimo jaz kuham, jaz lahko skuham juho, lahko skuham riž, testenine, meso, pripravim solato, ampak jasno, da za vse to potrebujem več časa, zaradi tega, ker pač moram določene trike izvajati, da lahko kuham. Prej sem lahko malo hitrejše vse to naredila, pa kakšnih stvari še vedno ne vem, kako se da pač na drugačen način pripraviti. Perilo lahko perem, Diego mi pomaga in madeže odstran, ker pač to za zdaj še nisem ugotovila, kako bi to jaz sama lahko počela. Ampak jaz lepo dam stvari v pralni stroj, dodam prašek, dodam mehčavec, operem perilo, obesam, ko se posuši, ga zložim pa zlikam, tako da to brez težav ta del opravim. Kar se pa pospravljanja tiče v hiši, lahko pospravim s tem, da stvari dam na svoje mesto. Sem eno obdobje imela, ko sem se trudila, posodo pomivam vedno jaz, sem imela pa eno obdobje, ko sem se trudila več pospravljati, tudi po tleh, pa kopalnico pa tako naprej. Ampak vse to zahteva veliko več časa, kot ga porabi ena videča oseba. Tako da, če ne bi imela jaz majhne hčerkice, če bi bila odrasla, mogoče bi se tega lotila jaz sama. Tako pa rajš pač prosim eno gospo za pomoč in pač nekaj malega plačam za to, da ona v glavnem mi pomije kopalnico, pa pomije po tleh, vse ostalo pa jaz, pa v okna mi pomije, vse ostalo pa jaz lahko sama počnem. Saj, kot sem že omenila, bi jaz tudi to lahko sama počela, ampak meni bi to neprimerno več časa vzelo. Tako da ja, za to zadevo si poiščem pomoč, kljub temu, da bi jaz to lahko sama opravila. No, to pač majčkeno bolj se je treba potruditi, no, če pač ne vidiš, pa kakšen trik se naučiti. Druga zadeva, kar se služb tiče, ne vem, kako je v Sloveniji s to zadevo, ampak tukaj v Mehiki, mislim, če si slep ali pa slaboviden, te takoj hočejo za masaže pofočkati. Odkar so gledali, kjer je že, obupane gospodinje, razočarane gospodinje. Ko je bil, ne vem, če se spomnite, je bil Carlos, ko je videl izgub in potem ko je izgubil vid in potem se je lotil masaž. In meni gre kar lase po koncu, a zdaj vsi, ki izgubimo vid ali pa vsi, ki so slepi, bodo pa samo masaže izvajali ali kako. In moram reči, da je nekaj mojih prijateljev to sicer počne, ampak ni to edini talent, ki ga imamo. Prav tako kot videče osebe imamo več talentov. Recimo imam en prijatelj, ki ne vidi, dela na radijski postaji, je napovedovalec, potem je en, ki je odvetnik, potem imam prijateljico, ki je psihologinja, drugo prijateljico, ki poučuje angleščino, veliko poznam inštruktorjev za slepe in slabovidne, jasno, da to so pa odlični, ker poznajo pač vse, kar mi potrebujemo, ali pa vsaj ne bi poznali. In se mi zdi, da se praktično da veliko stvari početi, no, tudi če si slep ali slaboviden. Zdaj drugačna zadeva pa je, kako pa ti najdeš službo. Ker ja, trg dela je krut, včasih še celo oseb, ki imajo vseh 5 čutov odličnih, pa niso ta pravega spola ali pa ta prave starosti ali pa nimajo ta pravih takih izkušenj, kot bi si želel nov delodajalec, ne najdejo službe. Predstavljajte se, kako je
iskati službo za invalidno osebo. V Mehiki ne vem, ampak kakor mi je pa znano po Sloveniji, pa ima država majčkeno spodbuja zaposlovanje invalidnih oseb in sicer s tem, da se majčkeno manj davkov lahko plača. Popravite me, če se motim. Tako da ja, ampak dobro, če pa ste slučajno, če nimate zaposlitve in ste doma, vam pa svetujem, da si imejte eno rutino, če je nimate. Zakaj? Ker imamo majčkeno tendence k temu, da kakšni blažji depresiji ali pa kakšnemu slabemu počutju. Če se usedeš tako v en kot, pa začneš malo premišljati, kot vsako drugo osebo, se lahko kakšne take bolj temne misli prikradajo. Jaz poskušam imeti eno rutino in sicer pač zajtrk, kosilo, večerja, še kakšna malca vmes, pa hrano pripravljati, pa poskušam dovolj tekočine piti, pa zdaj bom tudi poskusila končno malo vadbe vključiti, malo več vadbe vključiti, telesne vadbe v mojo dnevno rutino. Za mojo dnevno rutino tudi moja hči poskrbi, pač moram peljati v šolo, iti po njo v šolo, potem ima naloge, je treba dati jesti in tako naprej, tako da popoldan nimam jaz nič časa se slabo počutiti, vse do večera, sem precej zaposlena. Ampak če imate slučajno bolj mirne dneve, vam pa priporočam, da niso prazni, ampak da imate rutino, ker se zelo lahko nas potegne v kakšne negativne misli, če nismo s čim pametnim zaposleni. Potem pa še ena zadeva, ki se pa meni zdi, ne vem, super, je pa ta, da jaz recimo imam tako osebnost, da grem zelo rada kakšnim novim situacijam naproti, kakšnim preizkušnjam. Tako da pred kratkim sem imela možnost biti sodnica na enem tekmovanju v angleškem črkovanju v šoli, kjer dela Diego. In sem se morala kar s parimi preizkušnjami soočati, sem morala iti pač z mojim taksistom do šole, potem me je ta moj prijatelj me spremljal do učilnice, kjer je bilo tekmovanje. Potem pa nisem vedela, kako bom jaz lahko vedela, čeprav črkuje ali ne, če pa ne vidim listkov z besedami. In tovarišice so prebrale besedo in pač na srečo imam dosti visok nivo angleščine, da sem pač za vse te besede, ki so bile, da sem vedela, kako se črkujejo in sem na podlagi tega vedela, če črkujejo prav ali ne. Potem sem imela še eno preizkušnjo in sicer sem potem v eni kavarnici, pač med eno in drugo skupino sem bila pač s tem mojim prijateljem, pa z lastnico šole, pa z direktorico šole, pa s sodelavci od Diega in me je pa malo skrbelo, kako bom pa jaz jedla, eno palačinko sem si naročila, pa eno kavico in enkrat sem se že uspela s kavo politi, ampak je bilo pač to v družbi prijatelja. No, to mi ne bi bilo najbolj všeč, če bi se mi zgodilo v tej družbi, ampak če bi se, bi pa se, se ne bi svet podaril. In potem sem spet morala iti s taksistom po Lizo. No, in vseh teh preizkušenj z vsemi temi preizkušnjami sem se soočila in mi je šlo fino. V tem primeru mi niso nič plačali, sem šla čisto prostovoljno to zadevo narediti, ampak je meni vseeno veliko prinesla ta izkušnja. Pač bolj sem samozavestna, ne vem, če bo kakšna druga priložnost, si bom bolj upala, še bolj upala teh stvari lotiti. Potem sem imela pa še eno priložnost, kjer sem pa govorila pravljice, in sicer v eni šoli, kjer je 400 učencev in so razdelili otroke v 3 skupine. Tukaj sem imela pa še dodatno preizkušnjo, ker me je ena gospa peljala in sem pustila Liso v šoli in potem je ona pred šolo me je našla. Jaz je nisem nikoli prej videla, niti slišala, niti nič, ona tudi mene ne. In sem se znašla in sem ji kar en video posnetek poslala na WhatsApp, da je vedela, kako fizično izgledam in me je našla. Nobene izkušnje ni imela v življenju, kako voditi slepo osebo, tako da sem ji jaz malo povedala, pa sva čisto brez problema sva se pomikala tam po šoli, kamor je bilo treba iti. No, potem sem pa pravljice govorila. Najprej sem imela skupino 120 otrok, od 3 do 5 let starih. In je bilo, govorila sem jim pa pravljico Muca Copatarica. Majčkeno sem jo priredila in sem začela govoriti, kako so se otroci z igračkami igrali. In v momentu mi je vseh teh 120 otrok začelo razlagati, katere igrače imajo pa oni doma. In sem ji posvetila v tistem momentu, da sem rekla, no, zdaj boste pa roke dvignili. Vsi tisti, ki imate kakšen avto doma, pa vsi tisti, ki imate punčke doma. In čeprav jih ne vidim in nisem mogla šteti, ampak pač so se umirili, ker so hoteli povedati, katere igračke imajo oni doma. No, na koncu sem jih vprašala, sem rekla, da morajo poslušati pozorno, ker bodo na koncu pravljice mi morali na vprašanja odgovoriti. Ampak so bila vprašanja z možnostmi, recimo sem rekla, Muca Copatarica je medvedek, muca ali zajček, pa so mi odgovorili. No, to so bili predšolski. Potem sem imela otroke od 1. do 3. razreda osnovne šole
Njim sem pa rekla, da morajo tudi pozorno poslušati pravljico, da jim bom potem na koncu postavila vprašanja, ampak tam so bila pa odprta vprašanja, nisem dala odgovorov. Naprimer, katera žival je bila muca copatarica, ne? Pa medtem, ko sem jaz govorila pravljico, so oni z lutkicami so igrali pač to, kar sem jaz govorila in so se zelo zabavali in so uživali. Moram reči, da so na vsa vprašanja prav odgovorili. Potem sem imela pa še 4. do 6. razred, so pa tudi medtem, ko sem jaz pravljico govorila, so oni igrali. Pa isto sem jim odprta vprašanja postavila, pa sem rekla, vi ste pa že večji, kot veste, vsaka pravljica kakšno vrednoto, o kakšni vrednoti govori, vas pa prosim, da mi boste pa na koncu pravljice še povedali, katere vrednote zajema pravljica. No, in moram reči, da so tudi oni pozorno poslušali in da so mi na vse vedeli prav odgovoriti. In jaz sem se počutila pa strašansko, odlično sem se počutila, no, ta gospa me potem domov peljala. Je bil spet en izziv povedati, kam naj me domov pelje, ker ona ni vedela pač, kje jaz stanujem in se je morala pač slediti mojemu opisu. Ja, in no, oni so mi pa plačali, no, to je bil še en dodaten plus in jaz sem se, ne vem, odlično počutila res 400 otrokom v toliko velikih skupinah, čeprav so bili s tovarišicam pravljice govoriti, da so bili mirni, ni toliko enostavno. Morala sem se izpostaviti, povedala sem vsem skupinam, da ne vidim, ampak da ne bo težav s to aktivnostjo, da jih jaz čisto v redu slišim, pa tako, tudi to bi mogoče mi bilo kdaj prej težko. Pa je šlo, čisto brez težav. Tako da, ja, zdaj sem pa pripravljena, če še kakšen nov izziv pride naprot, se bom zagotovo, bom cela skočila v to novo izkušnjo. Upam, da sem vas motivirala, da se boste soočali s kakšno novo situacijo, ki se vam mogoče zdi težka. Če imate vi, pač če ste vi slepi ali pa slabovidni, glejte, da se ogromno stvari se da narediti, če se ne zablokirate vi sami in če sami sebi ne postavite mejne. Če pa niste, pa verjamem, da smo tudi mi včasih pred preizkušnjami, tudi vi znate biti včasih pred preizkušnjami, ko mogoče mislite, da se pa kaj ne da, ampak se da. Enostavno je treba se pognati v izkušnjo in dati vse od sebe in zadeve se speljejo odlično. Tako, upam, da sem vas prepričala, da kljub temu, da ne vidim, da imam zelo bogato življenje in da ga ima lahko katerakoli oseba, tako invalidna kot tudi oseba, ki ni invalidna, samo treba se odločiti in imeti rutino ali pa se pač odločiti in pognati v kakšne nove izkušnje. Pa se vidimo tukaj prihodnjič. Adijo!